Kaj torej priporočamo revidirancem? Priporočamo, da torej analizirajo postopke procesa zagotavljanja dostopnosti zdravil, jih skušajo optimirati z mednarodno primerljivimi cilji in načini, upoštevajoč pri tem sistemske usmeritve na področju zdravil ter določene nosilce nalog in odgovornost za posamezne aktivnosti, posebno pozornost izobraževanju in pa usposabljanju in pa, kot smo poudarili, da vzpostavitvi enotne zbirke podatkov. Torej, tisto, kar lahko zaključimo glede te naše revizije, predvsem to, da, če povzamem, da na letni ravni za zdravila porabimo več kot pol milijarde evrov. Med leti 2001 in 2006 je bila povprečna rast porabe javnih sredstev za zdravila okoli 6%. Glede urejenosti področja zdravil lahko z gotovostjo rečemo, da bi lahko dosegli večjo učinkovitost in pa seveda tudi večje prihranke, če bi tako pod časovni kot tudi po stroškovni komponenti upoštevali manj subjektivnosti in več, če rečem, objektivnih mehanizmov za izračun in predvsem za opredelitev cen. Samo za primer 1% znižanje stroškov za zdravila, temelječih na podatkih iz leta 2007, bi seveda v proračun v največji meri zdravstveni blagajni prineslo 5,5 milijona evrov ali več kot dvakrat toliko prihranka. To seveda bi bil tudi lahko eden od varčevalnih ukrepov, s katerim seveda bi primerno in ustrezno in pa seveda tudi lahko pravočasno znižali tudi stroške na tem področju. Rečem, da smo v revizijskem poročilu, imate izrecno zapisano, na katerih področjih so se stvari spremenile že, se pravi, izven našega časa revidiranja, ker mi seveda ne moramo imeti neomejen čas za samo revidiranje, in kateri pravilniki so se iz osnutkov že spremenili v veljavne akte in kateri pravzaprav so še v fazah spreminjanja, vključno z pravilniki o oblikovanju cen, stari, novi, najnovejši, iz leta 2008, kjer pač poudarjamo ta trend zniževanja stroškov. Tako da naša analiza oziroma naš prispevek, pravi, v tej reviziji vidimo predvsem v tem, da opozorimo na določene pomanjkljivosti, ki pa vendarle so. S tem, da ne bo nesporazuma, ne trdimo, da je stanje na področju zdravil neučinkovito. Govorimo o tem, da so možne rezerve, da so možni prihranki na številnih področjih, tudi na tem, kar sem na koncu rekel. Informiranje in ozaveščanje ni nepomembna zadeva. Čeprav gledano stroškovno je bilo v promilih izraženo obseg sredstev porabljen za to. Gre pa za področje, ki se ga je treba zavedati kot enega pomembnejših, in v samem poročilu boste videli analizo, ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje skupaj z, mislim, da s FDV-jem, kjer je v različnih časovnih obdobjih primerjan ta učinek ozaveščanja ali pa informiranja o področju ravnanja z zdravili, in boste videli določene pomembne premike na bolje. In ravno zaradi tega se tukaj na tem mestu ne smemo ustaviti, ampak še več investirati v ta del ravno ozaveščanja.